Junak tistega obračuna je bil Aljoša Matko, ki danes začenja v začetni enajsterici. Zdaj pa prva priložnost za Rudar, odlična obramba gostujočega vratarja. Čeprav je razlika med tema dvema ekipama, kot sem že dejal, 21 točk in dodal je Grabič, da bi lahko bil. Zdaj pa priložnost Brava. V lepi priložnosti se je iznašel Roko Baturina in mojstrsko, rutinirano je zdaj premagal Radana, torej vodstvo Brava. Prav, ko sem govoril, da je trener Grabič dejal, tukaj ga vidimo, veselje na ljubljanski klopi. Zdaj pa Trontelj prodira, ki ima veliko prostora na sredini. Zaposlil je Kramariča, se bo odločil zdaj Kramarič za strel. Strelja Kramarič, odbita žoga in gol! Gol za Bravo, ki vodi v Velenju z 2-0, znova pa Roko Baturina. Osostrelec Brava, torej zdaj trese še drugič mrežo v Velenju za svoj 6. gol v prvi ligi Telekom Slovenije. Odlična akcija Brava, najprej je tam Kramarič vrgel. Sandi Ogrinec strelja, lep strel in gol. 3-0. 3-0 za Bravo v Velenju. Zdaj so Velenčani že v prvem polčasu razbiti. Še 3. gol za Bravo, še tretjič je premagal Radan pri Bravo. Zdaj nevarna akcija za domače in to je najstrožja kazen. Najstrožja kazen. Matevž Matko je nepravilno zaustavil v kazenskem prostoru Miča Kuzmanoviča, ki je iztržil 11 metrovko za domače. Zniža rezultat za prvi gol Rudarja na tekmi. Trifković strel in gol. Gol končno za Rudar, 1-3. No, kot rečeno, kar se tiče vrnitve navijačev na slovenske tribune, poglejmo zdaj ta protinapad Brava, Kancilja in pa Kašnik. Strel Kancilje in zdaj pa Brekalo. Brekalo se je spustil v prodor. Še naprej Brekalo. Žoga je prišla do Nukića, nevarna podaja v sredino. Ja, predvsem mislim, da smo mi tekmo izgubili v prvem polčasu. Težko nam je bilo, potem smo se nekako pobrali, pokazali smo nekje dober odnos v drugem polčasu. Kot kažemo, mogli 2 dobra polčasa sestaviti, da bomo na koncu lahko pike odnesli. Za nas zelo težka tekma na koncu, zato ker smo igrali v valovih. Imeli smo srečo, da na začetku nismo zaostajali. Potem smo prevzeli pobudo, igrali dobro, bili uspešni 3-krat. Potem so pa spet prišla obdobja tekme, ko smo si stvari zakomplicirali. Malo na račun naše nezbranosti, malo na račun kakovosti velenjskih igralcev. Vseeno smo pa zelo zadovoljni, da so naši igralci to znali pripeljati do konca in da smo zopet zmagali.